Dragi spoštovani, spoštovane, vesel sem, da sem danes tukaj v tej lepi deželici. Vesel sem, ko vidim toliko znanih obrazov. Vesel sem bil tudi tega uvoda glasbenega, ker glasba je eden od treh dejavnikov nebeškega veselja. La luce e il canto, pravi Dante. Vesel sem prilike, da spregovorim o Slomšku. Torej, to ni tako enostavno. Sej to bom skušal malo prikazati. Ta reč je nastajala dolgotrajno, dolgo. Bi skoraj veljalo zanjo, kot pravi francoski pregovor, za eno radost 1000 bolečin. Mille douleurs pour un plaisir. No, ampak to radost oziroma to ginotje bom skušal malce deliti z vami, ker prilika je vredna. O Slomšku danes to kar potegnemo čez en tak blažen plašč, ne, in smo vsi pobožni in zavzeti in rečemo da. Pa ni bilo vedno tako in mislim, da tudi danes ni tako. Slomšek je bil navsezadnje kot škof, je bil šampion Metternichove Avstrije. In kdorkoli pozna malo zgodovino, ve, da je bila to doba reakcije, pa ne mislim v tem naprednem smislu, ampak dejansko je bila doba reakcije na Napoleonove vojne, ko se je Evropa nekako umirila, skušala najti staro strugo, popolnoma v slepoti, ker stare struge ni bilo več in je ni moglo biti po tolikih pretresih. No in Avstrija je tu nosila fano, kot rečemo, ne. Bila je zgled legitimizma, katoliške vere, tridentinske in je upala, da bo šlo v tem stilu vse naprej. In Slomšek je, moram biti malo kritičen, je delil to upanje z Avstrijo. Ni naključje, da so si ga avstrijski škofje, med katerimi so bili sami knezi, Schwarzenberg in drugi, izbrali kot ne revizorja, kako se to, vizitatorja benediktinskih samostanov. In veste, vizitator ni taka ovčka, najmanj. Jaz to vem, ker moj brat Kartuzijan, ki je zelo strog fant, bil in je in bo, so ga poslali isto kot vizitatorja v kartuzijanske samostane po Evropi. Skratka, niso izbrali kogarkoli. To je bila legitimnost, prepričanje, dogma, trdno stališče v vsem, kar je Evropa, katoliška Evropa izpovedovala skoraj 1000 let. Tako, da si ni brez razloga prislužil vzdiva, naziva strogega škofa, ki ga je najlepše, ta naziv, mu ga je zabrusil naš veliki Prešeren s svojo znano hudomušnostjo, ne, saj poznate, ne, odkar je stara para zlomek devištva, ne, ga je mlajši njega Slomšek prodajati začel. Najbolj se je izpostavil ravno pri tem vprašanju, ki ga bom še načel, to je spolna vzgoja in tabuji zvezani z njo. Ne. Tu dejansko Slomšek je šel preko vseh meja, da so bili nad njim začudeni celo njegovi škofovski vrstniki, tako kot so bili 50-70 let začudeni vrstniki škofa Jegliča. O tem bom še omenil. Skratka, vzel je najbolj delikatno temo, to je spolnost, ki je v 19. stoletju doživela popolnoma novo in revolucionarno obravnavo. Mi poznamo Freuda, pa so še drugi, je še Jung in tako dalje. Cela vrsta, skratka, je vzel to namerek in zakoličil. Tu čez ne pojdete, s starim izrazom. Torej, zato je potreben precejšen pogum. Nekateri pravijo celo fanatizem, drugi pravijo dogma. Kako bi to ovrednotili, je danes težko reči. Ali pa lahko, ker od tistega časa je minilo 100 let
in danes vemo, v kakšnem panseksualnem vzdušju živi Evropa, Amerika in ves svet gre po njeni poti, in tu se sprašujemo, kakšna je bila vloga škofa Slomška. To je vprašanje. Ampak takih vprašanj, veste, bi si morali zastavljati vedno več. Torej, Slomšek je bil že takrat neke vrste paradoks. Eni bi rekli avstro-ogrski fosil, tako sem slišal, je zelo duhovito. In takrat, seveda, si je pridobil zasluge. Morda ne s tem svojim stališčem, kako prodajati devištvo, kot pravi hudomušno Prešern, ampak predvsem, kako prodajati oziroma bolje braniti svojo narodnost. No, skozi to, skozi je pa šel res, kot bi rekel, nesporn svetniški kandidat. Zanimiva ta sprega, narod in vera. Poznamo nesmrtne verze, besede, s katerimi je on to dal skupaj. To je bilo 19. stoletje. Znova poglejmo danes. Ga ne moremo dati nikamor. Ali pač. Znova vztrajal bom na tej paradoksalni liniji škofa Slomška. Torej, tu se že dotikamo področja, ki je nam vsem skupno in ljubo. To je področje vzgoje. To bo malce rdeča nit tega predavanja, vzgoja. Slomšek je obveljal kot vzorn katoliški vzgojitelj. Vsa njegova dejavnost, njegove neštevilne knjižice, nastopi, pridige, pesmi, no te še najmanj, ker v tistih pivskih pesmicah je vzgoja bolj, bi rekel, prikrita. Ne bom rekel to. Ampak vzor katoliškega vzgojitelja. In kot takega smo si ga zapomnili, v imenu tega smo se danes zbrali. In si drznemo izreči kakšno besedo oziroma kakšen razmislek. Jaz bi se vrnil na ta problem prepovedi. Poglejte, ali z biblijskim izrazom je to postava. No, o tem nekaj vemo. Vemo iz pisem apostola Pavla, ki je zapisal glede postave neki stavek, neki pasus, ki se ga duhovniki v glavnem izogibajo. In tudi sicer ni popularen. Ga bom kar citiral. Postava iz pisma Rimljanov, seveda, kot veste, postava pa je prišla vmes, da se pomnoži greh. Vete, tu umolknemo skoraj vsi. Razen tisti, ki se upamo malo dialektično razmišljati. Skratka, če ne bi bilo postave, ne bi vedeli, kaj je greh. Ali če malce karikiram, če ne bi bilo Slomška, ne bi vedeli, kaj je devištvo. Recimo. No, ampak apostol tu še doda, da nas reši in da nas potegne iz te zaprte dialektike in nas uvede v paradoks, ker je nekaj čisto drugega. Veste, v paradoksu se da dihati, v dialektiki pa ne. Zlasti, če jo nategneš do skrajnosti, se v dialektiki ne da več dihati, tam se potegne ven samo še orožje ali nož ali kalašnikov ali pa kakšna skrita zaseda. In pravi, kjer se je pomnožil greh, se je pa še bolj pomnožila milost. To vemo. To je pa tisti čudoviti stavek, ki vse reši. In zdaj se tudi glede Slomška lahko vprašamo, kje je tista milost, ki je ta strogi škof izzival z svojimi seksualnimi in drugimi tabuji. Recimo, da je bila kje skrita. Mi upamo, da je bila, in danes, ne vem, ali smo prepričali ali ne, še nadalje upamo, da se v njegovih tabujih, v njegovih prepovedih vendarle skriva neka sila, ki naj bi izvala Božjo intervencijo, Božje posredovanje. No, navedel sem vam ta pasus, ki ni originalen, veste, oziroma originalen. To se je ponavljalo stalno skozi vso zgodovino. Sveti Avguštin je šel tako daleč, da si je upal reči o srečni greh, o felix culpa. Torej, solzim se malo zaradi snovi, malo pa zaradi zaprtih solznic, solzevodov.
tu je narava podala roko nad naravi. V tem stilu, veste, gre tudi ta debata o paradoksu. Ne? Skozi paradoks narava podaja roko nad naravi. Torej, toliko zaenkrat glede tega tabuja. Jaz sem pred kratkim bral dnevnik škofa Jegliča. Mislim, da sem eden redkih, ki to debelo knjigo prebira. Je poučna. Ne? Zamislite si, škof Jeglič sredi prve svetovne vojne je imel za potrebno, takrat, ko so padali v tisočih, 100 tisočih vojaki na najbolj brezumnih frontah, ki so jih blagoslavljali duhovniki. Nemška debela Berta je bila blagoslovljena od duhovnika, predno je izstrelila kroglo, ki je poslala na drugi svet 40 vojakov, še 40 jih je pa onesposobila ali pohabila. Z druge strani, francoski top, ne vem kako se je bil enako blagoslovljen z Božjo. Ne? To je spodneslo evropsko vero, veste, ne kaj drugega. Ne? To je spodneslo evropsko vero, ampak o tem še kasneje. Jeglič je leta 14, sredi svetovne vojne ali 15, zasnoval knjižice proti onaniranju, proti samozadovoljevanju, ne, ker je smatral to za največji evropski greh. Prosim, sredi svetovne vojne, ko so padali v milijoni. K sreči je imel okoli sebe kanonike. Kanoniki niso na dobrem glasu, ampak to pot so se pa izkazali, škofu so odsvetovali. Torej. In vsa čas škofu je bil toliko pameten, da jih je poslušal. No, to je še en dokaz, kako se je katoliška cerkev zapičila, to je izraz, v spolne tabuje. To so bili samo vršički, vrhunci, na tem je vztrajala skozi stoletja od tridentinskega koncilija dalje. Imeli ste posebne knjige za spovednike, ne, kjer je bilo vse natanko popisano v zvezi z spolnostjo, tako daleč, recimo, v koliki meri sme zakonski mož všečno pogledati svojo ženo. No, tisto sem si jaz zelo pozorno prebral večkrat in sem se čutil popolnega grešnika, brez možnosti odveze, ne skozi Slomška, ne skozi kaj drugega, koga drugega. No, to je bil recimo eno od stališč škofa Slomška, kjer bi zlahka veljal za reakcionarja v tem smislu, da je šel tok evropske zgodovine naprej mimo njega. On je bil recimo kot ena skala sredi hudournika, ki ga nič ne zaustavi. Ni moja ugotovitev to, veste, je treba samo danes pogledati okoli sebe. Kako bomo reševali to fronto, ne vem, ampak na nas vzgojiteljih je, da se vsaj nad njo zamislimo. Drugo stališče Slomška, ki je bilo precej trdo, je bil odnos do lastnine. Zanimivo, ne? To je bilo že leto Marksovega manifesta in tam skozi se je že napovedovala ideja skupne lastnine, ne? Ali razlastitve posameznika. Torej, to je bila ideja, ki je zamikala množice. Takrat so bile množice delavske, ne tako kot danes, ko delavca skoraj stanovskega ne srečaš več. To so bile ogromne množice, ki so videli v tem neki novi evangelij, ki ni bil daleč od evangeljske resnice takrat. Komunizem, veste, v 19. stoletju ni bil komunizem Stalina, Tita in drugega. Ne. To so bile velike ideje, ki so potegnile za sabo velike idealiste. Ne. Ampak tako kot se v zgodovini rado zgodi, ne, se idealizem sprevrže v svoje nasprotje. No, Ivan Cankar, naš, je imel najboljšo formulacijo, ko mu je eden rekel, ja pa ta človek je idealist. Škodljivec je rekel, škodljivega idealizma ne priznam. To je Cankar, je dosti dobro povedal. No, ta idealizem je Slomšek, tu je imel pa boljši nos. Ne.
ni manjkalo glasov takrat, ki so opozarjali, da če danes sežeš po lastnini, boš jutri segel po njegovi osebi. In točno to se je pod komunizmom izvršilo. No in tule bom citiral Vrlega Slomška: O komunist, poberi se, tvoj nauk slepar je iz pekla, ljubezni Bog od nas želi, ne oropati ljudi. To so take lepe spodbudne. Ne? Ko to berem, se mi simpatija do škofa Slomška povrne in okrepi. Ampak prosim, to danes, post festum. Velike resnice se vedno izkažejo post festum. Ne? Prej ne. Vmes nimamo časa, da bi razmišljali, ker trpimo, ampak vedenje pride pa kasneje. Torej, v odnosu do lastnine je Slomšek zavzel dovolj bistrovidno politiko in prepričanje samo ni mogel preprečiti ničesar. Ker takrat so bile, mi danes ne vemo, kaj je bilo delavstvo v 19. stoletju. Berite Dickensa, kako so delali z otroki in tako dalje. Zanimivo, tu sem se zamislil, malce sem študiral svetega Tomaža za eno drugo reč, no in sveti Tomaž Akvinski kaže, ima eno mnenje o lastnini, kjer pravi, naj se kaže mira med zasebnim in med splošnim, med posebnim in občim. To je bila velika tema srednjega veka, skolastike in nasploh, in tudi tu ni brezhaska, da naj lastnina mora egzistirati, zasebna lastnina, ampak naj služi obči lastnini. No, to bi jaz priporočil tule občanom iz Ponikve, ki imajo vsi lepe hiše, cesto pa za en drek, oprostite. Jaz bi malo bi padla. Ne? Skratka, tukaj zasebna lastnina ne služi dovolj obči. Če je to kdo iz mestnega sveta, naj sporoči županu. No, tega medsklika nisem pričakoval. No, koliko, da zaključim to državotvornost, Slomškovo, najbolj mu štejemo seveda v zaslugo, da je prenesel škofijski sedež v Maribor. No, moja tiha domneva je bila, namreč kako se mu je to tako zlahka posrečilo, da so bili za njim vsi nemški škofje. Ja, kar nesi v Maribor. A je bila to simpatija do slovenstva? Dejte, no. Tega ni moč pričakovati, ampak tu so imeli vsak svojo idejo o prihodnosti. Slomšek je mislil, da bo, če prestavi škofijski sedež v Maribor, okrepil slovenstvo. Nemški škofje in knezi so pa mislili, upali, da Maribor bo sčasoma nemški in bo okrepil nemško fronto na Štajerskem. In so si segli v roko, vsak za svojo arrière-pensée v žepu in je šlo to lepo v Maribor. In poglejte, jaz mislim, da bi se prej spomnila želja nemškim škofom kot slovenskemu revežu Slomšku. En človek je posegel vmes. Majster. To je bil pa račun brez krčmarja. Če ne bi general Majster, takrat, ko še ni bil general, tako odločno posegel v Mariboru, bi se izpolnila želja nemškim škofom. Ker pa se je Majster v svojem, to je bil dovolj, bi rekel, ošaben človek, ampak pozitivno ošaben, dal oklicati za generala in pred generalom so vsi salutirali, je šla meja v slovenstvo. No, tu vidimo, kakšen je prst Božji, kakšna je usoda. No, ampak vrnimo se vendarle na osnovno poslanstvo škofa Slomška. Vzgoja. V tem je pa on bil neizčrpen in je stalno ponavljal, kako je potrebno, da se mladina vzgaja. Tudi tu, ko danes gledamo nanj in na njegove nauke, ga imamo prej za avstro-ogrskega fosila, kot za modernega naprednega Evropejca. Čeprav tudi ne, to bom skušal pokazati v nadaljevanju. Navezal bi se na temeljno vprašanje vzgoje.
In tu se bom zatekel k večnemu Sokratu. Sokrates si je postavil to vprašanje, ko je nadlegoval Atence, ki so ga imeli končno dosti in mu dali izpiti strup. Njegovo temeljno vprašanje, tam mislim, da je v Fajdenu, je, ali se da krepost priučiti. Mi vsi, ki izvršujemo ta poklic, smo trdno prepričani, da se da, in zato smo tudi plačani, in to slabo. Verjetno, če bi nas bolje plačevali, bi bilo naše prepričanje, da se da krepost priučiti, bi bilo večje in bolj učinkovito. Sokrat se je temu vprašanju v bistvu izogibal. Jih je napeljal svoje sogovornike do tega vprašanja, potem se je pa še umaknil in je odskočil in se je začel spraševati, kaj pa je krepost. Ker ti, če se hočeš nečesa naučiti, moraš vedeti kaj. Če treniraš skok čez palico, je treba vedeti za vse to in potem se ti posreči. Pri kreposti pa ne vemo nič. Mi bi radi samo rezultat, ki ga predpišemo z recepti, s katekizmi, z dogmami in to, ampak kaj je v bistvu to in kako se do tega pride, vidite, to je pa temeljno vprašanje vzgoje. In tam sem so me opozorili na to, kako se je Sokrat umaknil v neko skrivnostno stališče, ker on ni dajal odgovorov, on je samo izzival k vprašanju. In če so ga zajeli tam nekje, ko bi moral kaj odgovoriti, se je pa izgovoril, kot vemo, z lastno nevednostjo, da on ne ve nič, on samo izvablja iz drugih, tako kot porodnica pomaga pri porodu materi in se je imel Sokrat za božanskega porodničarja, ne za božanskega, to so mu drugi rekli, so mu obesili, saj vemo, da v Delfih Pitija na vprašanje, kdo je najmodrejši človek na tem svetu, je rekla Sokrates. In to so mu prinesli na nos, je rekel, jaz o tem ne vem nič. Torej, ampak tam nekje piše, da je vzgoja, oziroma da bi moral izgrebsti iz človeka, ki ga želiš vzgojiti, neko osnovno nagnjenje. Po grško ortodoksa, neko pravorodnost. Teilhard de Chardin je kasneje v svoji veličastni shemi povedal, da v bistvu v osnovi, v zamisli tega sveta, tega vesolja, tega grand machina del mundo, leži neka pravilna usmeritev. Pa smo spet tam. Kaj pa je pravilna usmeritev? Tu se pa seveda odgovori so drugi. Imaš take in drugačne. Jaz sem precej nagnjen, pazite na izraz, sem precej nagnjen k novoplatonski razlagi v Plotinu, to je. In mimogrede, Plotina je prevedla, zdaj moja hčerka, jabolko ne pade daleč od drevesa, prvo knjigo. In to mi je, mislim, ta prispodoba, da za človek za navdih, ki postane smer, nagib, ki postane smer, se mora obrniti, jaz se že težko obrnem, ker imam trd urad, se mora obrniti k božanskemu izvoru. In to je sokratska vizija. En lep roman, oziroma lep naslov slabega romana se glasi Ozri se proti domu, angel. Skratka, privzgojiti bi morali mladim, predvsem pa sebi. Če ti ne veš, kaj je, ne moreš razlagati, to kretno, da bi se pri velikih odločitvah, pa tudi pri malih odločitvah, nekako v sebi zaokrenili k Bogu, ali kot pravi Bergson, drugi veliki filozof, da bi poslušali svoj notranji jaz, svoj notranji glas. Zdaj smo pa spet tam, ko ne vemo, kaj je to, kaj pa je notranji glas. O tem pojejo celo popevke, zadnjič sem slišal 3 na isto temo, glas srca. Kaj pa je srce, poslušajte? To je en simbol. Judje, ki niso bili neumen narod, srcu niso zaupali.
V srcu leži, to je stara zaveza, kal dobrega, pa tudi kal slabega. V srcu je koval zaroto. No, o tem naši popevkari ne vedo nič, ker dovolj dobro zaslužijo s pozitivno verzijo srca. Ne? No, da se vrnem z vso resnobo, ampak resnoba gre včasih skozi smeh, da se vrnem k temu vprašanju. Vrlina naj bi bil nekak zasuk, nekaka poglobitev. No, imamo dve opciji, ali zasuk, za tiste, ki imajo pa trd urad, kakor jaz, je pa poglobitev k svojemu notranjemu jazu. No, tu imate krasno dialektiko pri Kierkegaardu, kako butaš iz nejaza v jaz, z novo vizijo nejaza, kako butaš v svoje notranje dno, v svojo steno, in ki jo nekateri ali mnogi nikdar ne prebijejo. No, o teh vprašanjih velja razmisliti. In tu je seveda sleherna dogmatika, in tu bom prvič uporabil ta izraz, tudi v zvezi s škofom Sloškem, je sleherna dogmatika odveč škodljiva, včasih celo smrtno nevarna. Smrtno nevarna zato, ker poglejte, veliki revolucionarji tega stoletja in tega sveta so bili vsi vzgajani, skoraj vsi, v najbolj dogmatskih šolah. Voltaire je šel, se oproščam, iz jezuitskih šol, pater Šinkovic je boljši proizvod teh šol. Ampak iz teh dogmatskih sfer se rojevajo lahko veliki škodljivci. Torej, znova to vprašanje ortodoksije. V bistvu stoji, moraš se nekje pravilno usmeriti. Zdaj cerkev slišim in berem in zvrača vso odgovornost na starše. Kateheza naj se dela doma v družini. Ja, kako? S kom? A s tem, da si se poročil in si postal oče, a si že kar vzgojitelj? Tega se nihče ne vpraša. Tisti, ki smo poročeni na mus, smo vzeli tudi resno te svoje dolžnosti. Torej, ta lahkotnost pri poroki in razporoki, to ni pa nič. Kdo bo starše vzgajal? Naj to pove cerkev. Ja? Skratka, to je, odlagamo to odgovornost drug na drugega. Ampak še vedno, vzgoja, mimogrede, stara zaveza, vzgojo visoko ceni. Ampak zdaj že ta prevod, a je to res vzgoja z našim izrazom? Vemo, kaj je bila 1000 let vzgoja, šiba. Ja, znova ni to. Skratka, ta ortodoksija, to je tista velika skrivnost, ki jo vsak rešuje po svoje in ki jo, po mojem mišljenju, naj bi z nekim temeljnim sočutjem prenašal tudi na naše varovance, učence ali kakor jih imenujemo. Sicer pa tudi teh učencev ni več. Zadnjič me je moj vnuček poučeval o Svetem pismu, sem samo usta odprl. Ni vedel nič. Ali pa naj navedem še ta primer. Sem šel na sprehod na Vremščico in na planini sem bil v eni družbi, malo smo pili in je bil en mulc zidar. Brez zob, pa kosmet, pa tak in mi je takoj zabrusil. Ta verni so ta najbolj pokvarjeni. Jaz sem rekel, odkot pa ti to veš? Ja, vem, je rekel, po primorsko vem. In pol sem ga pa pohvalil, veste, to je pa smisel za paradoks. Sem rekel, ampak ti ne veš, kako si ti pameten. To so trdili že Rimljani. In sem mu še povedal po latinsko, corruptio optimi pessima. Torej, pokvari se tisto, kar je najboljše, se najbolj pokvari. No, to bi bil lep sloven. Tisto, kar je najboljše, se najbolj pokvari. No, to je ta veduk, ki je imel eno slabo izkušnjo in to je tisti hudič. Pri eni slabi izkušnji, če jo posplosiš, se ti vesolje zveži, izpridi, razsuje in tako dalje. Kakšna je odgovornost vzgoje, kakšna je nevarnost prenašati to ortodoksijo,
ki jo mi pojmujemo preveč formalno in preveč enostavno. Torej, čakajte zdaj, nič ni na oni strani, zdaj. A je še čas za 5 minut? Ja, časa imate še 10 minut. Vem, ampak nič ni na oni strani. A ja, je. Torej, rad bi še poudaril človeško plat. Človeško plat. Veste, to je pa zelo važno. Morda je to edini podatek veljavni, tudi za ortodoksijo, je človeška plat. Ljudje nas prepričajo ali nas ne prepričajo, ali s srcem, ali z glavo, ali ne, ampak to je pa ta feeling, se oproščam za angleško besedo, ne, to sočutje, to sočustvovanje, no in v tem je bil pa Slomšek vesolje, ne, odprta jama. Nikdar mu ga ni zmanjkalo. In zanimivo, toliko več je imel sočustovanja do drugih, koliko bolj je trpel v sebi. Ne smemo pozabiti, da je bil to življenjski bolnik. Kdaj so se mu prvič zavozlala tista čreva ali karkoli, ne, od katerega je umrl, se ne ve, ker je bil skromen in tega ni. On je trpel in potrpel. Skratka, iz velikega trpljenja se lahko rodi veliko sočutje, ni pa nujno, ampak potem tudi tisto veliko trpljenje ni pravo, je velikokrat namišljeno, je predimenzionirano, je ego, je obrnjeno vase in tako. Mnogi iz trpljenja kujejo še kakšen kapital in je vse skupaj zlagano in to. Ampak Slomšek ni bil ta primer. No, njegova trpljenska plat in kako je to obrnil navzven. Jaz nisem nikdar razumel, kako da ta človek, ki ni pil vina, oziroma ga ni smel piti, po mojega je skrivaj pil, ne, mislim, tako ga mi vsi ne. Kako je bil sposoben tako lepih, prisrčnih vinskih pesmi, ne, kot jih poznamo in jih poje vsa Štajerska in vsa država. Tega nam komunisti ne morejo preprečiti. Ne. Boljše kitice kot tiste konički škrbljajo, ker vozijo težko. Tega si tudi Marx ne bi spomnil, vam povem. Da ne govorim o Kardelju, ki je bil zadrt človek, ki je imel tudi težave zdravja, ampak ni bil Slomšek. Ne. No, skratka, to svoje trpljenje, znova se vračam na tisti lepi francoski izrek, za 1000 bolečin dobiš eno radost ven. Ja? In ta radost se je utelesila v njegovih lepih pesmicah vinskih, ki jih pojemo ljudje danes Slovenci in jih bomo še peli, kakršenkoli bo spomin na škofa Slomška, svetnik ali ne, svetniško vzdušje nastane, ko zapojemo njegovo pesem. Ne? In seveda spijemo tudi kakšen kozarec tega štajerskega vina, s katerim upam, da danes ne boste skoparili. Zanimivo je še to vino proti žganju. Tu je bil pa on dejansko svetniška narava, če je to uganil, je bil svetnik. Ne? Da je vino lahko pozitivno, na vse zadnje naš Gospod Jezus Kristus je delal čudež skozi vino, ne skozi žganje, ne? Pa so ga imeli tudi tam na razpolago. In slovenska nesreča, mnogi tu in v Ameriki, je prihajala skozi žganje. No in do tega je bil pa res Slomšek nestrpen. Vse drugot je bil čudak ali recimo je šel čez mero in to, ampak tu alkoholizem, tu je bil pa nestrpen in naj živi ta nestrpnost, ta ortodoksija je dobra, to podpišemo. Torej tole, in končal bom znova z vzgojo, na vse zadnje, nous sommes entre nous, saj smo vsi tu sfrderbani. Lejte, berem, pred kratkim je bil Dalaj Lama v Ameriki in je dal par izjav, vse kar on zine je v glavnem je modro, ne? To je pa ta vzhodna modrost. In so ga vprašali, v čem vidi prihodnost sveta, oziroma v čem ga ne vidi, v čem je ne vidi. Ja, je rekel, prihodnost sveta se da doseči edino skozi education. Si morate misliti, ne?
Se tega naši mediji niso prinesli, ker na naših medijih, če sliši beseda vzgoja, pljune. Ne. Torej, vzgoja in še je dodal vzgoja za človečanstvo. Človečanska vzgoja. Tudi ta beseda, veste, humanizem je kot straniščni papir, je postala ta toalet papir. Si ne predstavljamo nič, jo uporabi vsak, ki jo hoče, ne. Če ga ubiješ, si humanist, če ga ne ubiješ, si humanist, če ga nisi ubil, ga pa še boš. Ne. Skratka, humanizem je najbolj raztegljiva harmonika danes in jo slišiš z leve in desne. Kaj pa je to človečanstvo? Seveda, to pa mi lahko zdaj znova razmišljamo potem, ko smo nekaj dognali v zvezi s Sokratom, v zvezi z apostolom Pavlom, v zvezi z škofom Slomškom. In naj bi dodal jaz še Bergsona, ta njegov elan vital, to je jo primerja velikemu pohodu ali dirki človeštva skozi svojo usodo, skozi vesolje, skozi človečnost, pravi ta mož, ta veliki filozof, ki je sposobna sama sebe nadgraditi. Človečnost, ki sama sebe nadgradi. To je krasno povedano, mu lahko ploskamo, znova se pa odpre vprašanje, ali sama po sebi. Zdaj, tu je res temeljni mejnik med tistimi, ki recimo verjamemo evangeliju, ga skušamo udejaniti, raje imam ta izraz, in med tistimi, ki evangelij prezirajo in ga ne skušajo udejaniti. Tu je še vprašanje Božje milosti, ali karkoli to imenujemo. To je pa najbolj skrivnostni izraz, ki ga še nihče ni pojasnil. Poglejte, človečnost, ki sama sebe nadgradi, je našla svojega velikega šampiona v Evropejcu 19. stoletja, ki je oznanjal, kot veste, nad človeka. Zdaj, mislim, da smo Nietzscheja slabo brali. Mislim, da je Nietzsche tudi sam sebe slabo bral, ko je pisal v velikem trpljenju in ekstazi te svoje genialne zapiske in recepte, kako naj se doseže nad človek. Prvič, in tu sem jaz na strani, nihče ne more tega sam. Ljudje smo v skupnosti. Že tu je Nietzsche kiksnil v osnovi. Ti ne moreš graditi nad človeka samotnika. Ti lahko samotnika omenja samo veliki Plotin na smrtno uro, ko se bo rešil vsega, pravi, in bo njegov dvig let samotnika k samotniku, k Bogu. To je vizija. O tem Nietzsche, ki ga jaz globoko pomiljujem in razumem, ni imel pojma. Torej v neki skupnosti bomo šli. Tu je že bliže recimo tej viziji, in to bo zadnji mislec, ki ga bom citiral, Teilhard de Chardin, tega sem jaz prevajal, Fenomen in druge, Božje okolje, imamo celo revijo. Skratka, kako se človeštvo dviga k končni točki omega, ampak Teilhard de Chardin je kristjan, on ga imenuje Kristus omega, Kristus alfa in Kristus omega. Jaz kaj več se vam ne bi upal povedati, da vas ne razjezim, upam, da ste ostali dobre volje in se vam zahvaljujem.